Torej, mobilnost se definitivno spreminja. Elektrifikacijo že kar dosti poznamo, se pa počasi tudi v Slovenijo, v drugih evropskih državah je že kar dosti razvit tudi mobilnost na zahtevo, kar pomeni, da ti preko aplikacije ali pa lahko zaenkrat recimo še prek telefona ti pokličeš vozilo in pride do tebe, recimo Uber. In to bi tudi v Sloveniji bi bila recimo super rešitev. Še sploh za te recimo, da obmejne lokacije, kjer je trenutno javni prevoz ga ni oziroma na neke določene ure, zdaj bi pa pač ti poklical vozilo, ko bi bilo. Potem naslednja zanimiva tema so avtonomna vozila. To mogoče je, zdaj smo recimo, če imamo od 0 do 5 levelov, smo zdaj na 3, ampak tudi že ta vozila, ki se pa praktično čisto sama vozijo, ki osebe sploh ne potrebujejo ali pa lahko oseba noter ne leži, so tudi že recimo, da jih vidimo v prihodnosti, niso pa še tukaj, ampak bojo tudi reševala kar nekaj problemov, ne samo to, da tebi ne bo treba voziti, ampak recimo to reši tudi problem parkiranja. V bistvu te lahko avto recimo odloži v centru mesta in se pol avto odpelje nekaj na obrobje pa parkira. Potem je manj zastojev, ker ta vozila znajo participirati, kaj bo recimo čez 10 vozil naprej, kaj se dogaja in take zadeve. Potem je mobilnost kot storitev, se mobilnost iz cest premika na aplikacije, torej da imamo vse v eni aplikaciji, recimo če že zdaj pomislite samo, da pridemo v Ljubljano, rabimo, ne vem, aplikacijo za Nomago, Slovenske železnice, LPP, pa da plačaš pol še vse to, zdaj pa da je to vse v eni aplikaciji, to je tudi en del, ki bo združeval, pa še definitivno bo v prihodnje se treba spet fokusirati na javni prevoz, kar smo v Sloveniji kar dosti zaspali, mogoče da vzamemo za referenco neke skandinavske države, in pa mikromobilnost, ki mislim, da je pa tudi že prej gospod Praprotnik to promoviral, da se pač začne hoditi, kolesariti, še sploh za to recimo last mile, to ta zadnji korak, ki ga narediš, ali pa recimo v manjših mestih do trgovine in nazaj, da se to da malo pozabimo na luksuz vozila.